Spoštovani predstavniki medijev, hvala, da ste se v tako kratkem času odzvali po našemu povabilu na tiskovno konferenco Gospodarske zbornice Slovenije, Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij. Danes vam želimo predstaviti naša aktualna razmišljanja ob dogajanjih v sistemu Mercator Agrokor in zato so z mano danes tukaj na tiskovni konferenci generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije, gospod magister Samo Hribar Milič in gospod Izidor Krivec, podpredsednik Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, ki tudi v okviru naših aktivnosti bo prevzel določene aktivnosti, ki jih vam bomo seveda v nadaljevanju tudi predstavili. Vendar pa, kot se za tiskovno konferenco spodobi, dovolite, da začnemo z enim malo širšim okvirjem, ki ga bo podal gospod Samo Hribar Milič, generalni direktor. Potem bo sledila moja predstavitev sklepov današnjih sestankov, ki smo jih imeli. Najprej smo imeli predsedstvo Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, ki ga sestavljajo predsedniki sekcij in pa sektorjev, katerega so se udeležili tudi predstavniki ministrstev in seveda v nadaljevanju še aktivnosti in pa vaša vprašanja. Lepo pozdravljeni. Žal je tako, da je zaskrbljenost v slovenskem prostoru zaradi razmer v Agrokorju in Mercatorju vsak dan večja, čeprav vam lahko v tem trenutku postrežem z relativno dobro informacijo, da zaenkrat še nismo dobili slovenskega gospodarstva alarmantnih informacij o tem, da bi se kaj radikalno zataknilo v poslovanju slovenskega gospodarstva z Mercatorjem. Drugače je seveda z Agrokorjem, ker je pa druga dobra novica, da je bilo res, da je bilo slovenskim podjetjem na police Konzuma težje priti kot na police drugih trgovcev, ki so na Hrvaškem, zato je seveda slovensko gospodarstvo manj prizadeto, kot bi bilo lahko, če bi bile razmere na hrvaškem trgu trgovine bolj transparentne in odprte. V Sloveniji ni samo agroživilstvo neposredno udeleženo v Agrokorju in še bolj seveda v Mercatorju, ampak je zelo močno vpeta v poslovanje predvsem Mercatorja kemična industrija, papirna industrija, tudi lesna industrija, proizvodnja plastike, tekstila in vsaj še logistike. Vsa ta področja so kar v precejšnjem svojem obsegu poslovanja vezana na Mercator in seveda zato jih zelo zanima, kaj se bo z Mercatorjem zgodilo. In v tem kontekstu smo danes imeli te razgovore in strani ministrstva dobili zagotovilo, da bodo hitro ukrepali z nekimi novimi regulatornimi rešitvami, ki bodo zaščitili interese slovenskega gospodarstva, ko gre za to, da bo gospodarstvo za izdobavljeno blago dobivalo predvsem v skladu s pogodbo določena plačila. Namreč informacije, ki so seveda nepreverjene, so pa zaskrbljujoče, da bi Mercator en del svojih odhodkov namenjal za pokrivanje naročil na hrvaških policah, so lahko zelo zaskrbljujoče in zato seveda računamo na vlogo vlade, da bo poskrbela, da bo v tem kontekstu slovensko gospodarstvo zaščiteno. Sedaj pa dovolite, da predstavim sklepe upravnega odbora, ki je danes zasedal na izredni seji, se pravi sklepe upravnega odbora Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij. Navezujoč na to, kar je povedal generalni direktor, naš sklep številka 1 se glasi takole. Želimo, da vlada pospeši aktivnosti. Podpiramo aktivnosti vlade Republike Slovenije, da pozorno spremlja poslovno dogajanje v sistemu Mercator, vendar zahtevamo, da zaradi insolvenčnega postopka nad obvladujočo družbo Agrokor takoj izpelje ustrezne učinkovite ukrepe za zaščito poslovnega subjekta Mercator ter seveda korektne zaščite dobaviteljev in zaščite delovnih mest. Drugi sklep. Na podlagi seveda aktualnega dogajanja želimo imeti
pristen in pa direkten stik z upravo Mercatorja. Zato smo ustanovili odbor slovenskih dobaviteljev v Mercator. Vodi ga predsedstvo Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij. Prva naloga odbora pa bo, da se sestane s sedanjo upravo Mercatorja in seznani z njihovimi aktivnostmi, da se zdrži denarni tok družbe in poplačilo dobaviteljev. Računamo na korektno sodelovanje. Tretji sklep, ki ga je sprejel upravni odbor Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, se glasi sledeče. Ustanovili smo odbor slovenskih upnikov, ki prodajajo v sistem Mercator, v sistem Agrokor. Predsednik odbora je gospod Izidor Krivec, direktor Celjskih mesnin, delniške družbe. Sopredsedujoči v odboru pa so gospod Peter Polanič iz skupine Panvita, gospod Janez Rebec iz Pivke Perutninarstvo ter gospod Tibor Šimonka iz Perutnine Ptuj. To so zelo pomembne aktivnosti, o katerih bomo seveda poročali tudi vam, kadar bo seveda vas to zanimalo in kadar vas bomo želeli seznaniti z pomembnimi odločitvami, usmeritvami in seveda izhodišči rezultati naših sestankov. In seveda računamo res na korektno podporo vseh v javnosti, še posebej pa računamo na podporo slovenske vlade. Na današnjem upravnem odboru Živilske zbornice smo se dogovorili, da bomo združeni slovenski dobavitelji, ki pač dobavljamo v sistem Agrokor oziroma v Konzum, združeno uresničevali svoje pač želje, pomeni, da aktivno sodelujemo pri strukturiranju te družbe. Želimo biti enakovredno in enakopravno obravnavani kot vsi ostali dobavitelji, predvsem hrvaški. Želimo biti seznanjeni z aktualnimi zadevami, razen seveda redkih posameznikov. Do sedaj pač smo bili bolj kot ne izločeni iz pač obveščanj in tudi izločeni tudi iz odločitev glede kako naprej. Poskušali bomo v čim krajšem možnem času že danes postaviti kontakt z novimi upravitelji Konzuma oziroma sistema Agrokor, se povezati tudi z upniškim odborom, ki so ga formirali hrvaški dobavitelji in že takoj po praznikih, že verjetno v torek, se sestati z vsemi slovenskimi dobavitelji, ugotoviti, kakšne so naše razmere oziroma koliko nam sistem skupno dolguje in to vključiti ne samo živilska podjetja, ampak tudi ostale dobavitelje, ki prihajajo iz neživilskega sektorja in so ravno tako pač imajo nepoplačane terjatve.